Francija in Alžirija preizkušata možnosti diplomatskega utoplitve po enem najhujših prekinitev odnosov, potem ko je Pariz leta 2024 uradno podprl maroško suverenost nad spornim območjem Zahodne Sahare. Francoski pravosodni minister Gérald Darmanin je zdaj v Alžiriji, kjer so na mizi varnostno usklajevanje, migracije in usoda pridržanega francoskega novinarja Christopha Glaiza. Večje vprašanje pa je, ali gre za resničen nov začetek ali le za začasen premor v napetostih, ki jih spodbujajo Zahodna Sahara, kolonialni spomin in notranja politika na obeh straneh Sredozemlja. Z nami za več podrobnosti Gérard Bespian, geopolitični analitik, ki se nam oblanša iz Pariza. Gérard, ko Francija in Alžirija govorita o novem poglavju, gre res za dvostranske odnose ali Pariz poskuša ponovno pridobiti vpliv v tem delu Severne Afrike? Mislim, da če pogledamo situacijo, kakršna je bila v letih 24-25, je bila res na dnu. In zdaj, v 26. letu, ste videli 3 različne ministre francoske vlade, ki so potovali v Alžir. In to je zelo nov korak. In to prihaja iz različnih smeri, z različnih obal. Najprej mislim, da Alžir se mora vrniti, ker njegova situacija z gospodarskega vidika ni tako dobra. Drugič, Francija zelo pritiska na vse preprodajalce drog, ki so rojeni ali so bili rojeni v Alžiriji. In zdaj so begunci v Alžiriji, v svoji Alžiriji, v svoji lastni državi. Torej, potrebujeta ti 2 prestolnici tam pogajanja. In tretji dejavnik je vpliv Rusije. Vpliv Rusije je zelo močan v Alžiriji, vendar je trenutna situacija v Rusiji zelo slaba. Zato Alžirija poskuša najti drugo pot, da bi imela mednarodno vlogo v sredozemski regiji. Koliko tega morebitnega utoplitve je povezano z Zahodno Saharo? Ali lahko Pariz popravi odnose z Alžirom, ne da bi spremenil svoje stališče glede maroške suverenosti nad tem območjem? Ne, mislim, da ne bomo ničesar spreminjali v tem odnosu z Marokom, ker je to zdaj uradno stališče francoske vlade. Ne bomo se umaknili in to je dejstvo v mednarodni, recimo, skupnosti. ZDA priznavajo maroško suverenost nad Zahodno Saharo. Tako mislim, da se bo to zgodilo tudi s Francijo. To bomo ohranili. Alžirija poskuša biti regionalni glas za Gazo, Palestince in tako imenovane antikolonialna prizadevanja. Zdaj, ko narašča trenje s francoskim predsednikom Macronom, ameriškim predsednikom Trumpom in izraelskim premierjem zaradi izraelskih politik glede Gaze in Irana, ali to pomeni, da je Alžirija bolj usklajena s Francijo kot v preteklosti? Ne, mislim, da tam res ni nobene usklajenosti. Mislim, da gre zgolj za vprašanje priložnosti zaradi razmer v Gazi. To je res zelo specifična situacija in Alžirci so vedno zelo podpirali rešitev 2 držav na Bližnjem vzhodu. In tako je zdaj Francija začela priznavati območje Gaze kot potencialno državo. Tako obstaja vzporednica med obema državama, ne pa usklajenost. Kaj bi najbolj pričakovali kot znak? Kaj bo sledilo po obisku francoske pravosodne ministrice? No, mislim, da je to tam. Ne moremo pričakovati takojšnjih rezultatov. Mislim pa, da bo osvoboditev francoskega novinarja zagotovo ena izmed točk, o kateri bodo danes v Alžiru veliko razpravljali. In upamo, da bomo čez teden dni, mesec ali četrtletje v prihodnosti videli osvoboditev tega francoskega državljana in francoskega novinarja. Gérald Bespian, lepo, da ste bili danes z nami na i24 News English. Hvala, da ste to delili z nami. Hvala.